Sem nekoč napisal, da kultura je povsod ali pa je ni. Ne bom rekel, da je ni nikjer, ampak nekaj, kar so že predgovorniki tako ali tako izpostavili, je pravzaprav sežeto v tej formuli. Ko smo pa že prej govorili tudi o Jožetu Pučniku, se mi zdi zelo zanimivo. On je vendarle bil po poklicu sociolog, da za tisti fundament, kaj ljudi drži skupaj, pravzaprav ni postavljal pojma družbe, ampak pojem kultura. In v tem je pravzaprav edinstven. V tem je tudi znanstveno zelo poseben in vreden nekega bolj poglobljenega razumevanja. Tisto, kar pa je čutim v izhodišču vašega vprašanja, je pa seveda malce nekaj drugega. Namreč, kako je kultura organizirana? Zdaj, ali je organizirana na nivoju našega časa ali ne? Slišali smo pri direktorju Slovenske filharmonije, da pri nas sila zaostajamo. In seveda je to res. Torej, kriteriji, po katerih se delijo denarji iz javnih virov, so včasih milo rečeno čudni. Sej v znanosti je zelo podobno. Imate institucije, zlasti v znanosti, in to državna institucija, ki se recimo pohvali s tem, vam napiše v uradnem dopisu, da zanjo zakon o splošnem upravnem postopku ne velja. Mislim, moraš biti pa res zelo korajžen, da nekaj takega še poštamplaš pa podpišeš, ne? In takšnih samovoljnosti je izjemno, izjemno veliko. Torej, nekateri niti v slovenščini ne poslujejo. In to so tisti naši temeljni, torej naši fundamentalni problemi. Tudi sedaj, seveda, pri varčevanju. Zdaj se ustvarja vtis, kot da je naše geslo šparajmo pa naj košta kolikor če. Na tak način smo varčevali, že smo zažili stabilizacijo v Jugoslaviji. Na ta način seveda se ne pride prav daleč, ampak ta problem, pravzaprav pogledajte, v 19. stoletju ni bilo nikjer v nobeni državi ministrstva za kulturo, pa ne moramo reči, da 19. stoletje ni bilo zlasti, kar zadeva ustvarjalno plat, silno pomembno. Na ustvarjalnost, tisto pravo ustvarjalnost, gotovo organizacija ima določen vpliv, pospeševalen ali zaviralen, gotovo pa ne odločilen. Samo pogledajte, jaz sem bil nekoč v eni komisiji na Ministrstvu za kulturo in tam smo ugotovili, da ima 2000 ljudi pri nas status takšen, da jim država plačuje socialne prispevke iz naslova izjemnih kulturnih dosežkov. Ljudje, 2000 izjemnih umetnikov imamo, ki se samo z umetnostjo ukvarjajo. Nikakor ne še zdaj tisti, ki so zaposleni v simfoničnem orkestru, ki so v, recimo, kakšnih založbah ali tako dalje. In potem boste videli, da ko greste gledati še strukturo naprej, da je 500 do 600 teh ljudi arhitektov. Arhitektura je pa vendarle neka tržna, tudi pridobitna dejavnost. In tukaj so seveda naši problemi. 2000 ljudi ni majhna stvar in če jih vi zdaj nenadoma v enem koraku pahnete v boj za preživetje, to tudi ne bo nikomu nikjer poželo nikakršnega navdušenja. In to seveda upravičeno, ker take sistemske spremembe terjajo čas. In to pa je tista zgodba, ki jo je direktor filharmonije načel, se pravi naše strukturno zaostajanje in z tega. Včasih smo kar naprej govorili Evropa zdaj, pa takoj, pa povsod. Danes, ko imamo res priliko se zgledovati po tej stvari, ni videti takšnega navdušenja. Ni videti kakšnega navdušenja. Silno radi sklicujemo recimo na Skandinavijo. Danski kulturni model je verjetno
zelo uspešen, Danska je mehna država, izda pa v Evropi največ knjig na glavo prebivalca. Mi smo tukaj drugi. Ampak danska kulturna politika je pravzaprav silno enostavna. Država ne vidi svoje vloge v tem, da inicira projekte, ampak da jih podpira. Tisti človek, ki ima idejo, da bo nekaj napravil, tistega pač podprejo, mu pomagajo uspeti. Kajti tisti je seveda zainteresiran. Če pa je nekdo kot uradnik v službi, pa magari v kulturi, je pa tukaj seveda problem. Vse v zdravstvu je podoben problem, je problem pravzaprav vse povsod, ne? In tu pa je tisti fundamentalni problem, ne, ki ga je seveda pač načel kot sociolog dr. Jože Pučnik, ne, to se pravi kultura kot tisto temeljno, kar ljudi seveda povezuje. Ne? In če pogledamo danes k nam, povezanost med ljudmi je seveda strahoten problem. Pravzaprav to, kar je gospod Štohec rekel, ta mentaliteta znajdi se, ki nam vendarle postaja celo nekaterim generacijam, priznajmo si, je to pravi vzor. Kdor se pač bolj znajde, tisti je potem frajer, ne, beseda frajer pač prihaja od freiherr, torej od barona, ne, torej bi naj bil celo plemenit, ne, to je popolno spreobrnjanje tistega smisla tudi seveda jezika, ne. In skratka, tukaj imamo velike težave in bojim se, da palce nismo zgrabili na pravem koncu, ko pravzaprav zdravimo neke seveda posledice napačnih odločitev, sej je res, da jih je treba, ampak posledice, to je vedno kot bolezen kože, ampak naša težava ni bolezen kože, je bolezen srca je težava, ker ta se malce težje vidi, ampak to, da ljudje torej niso pripravljeni skupaj stopiti, da se zmerjajo pa res v vsaki priliki in da tudi, če se v 90% strinjajo, so se pripravljeni zaradi 10% sprejeti, da smrt sprejeti. Tukaj gotovo je nekaj hudo narobe in internistično narobe, ne površinsko. Mislim, in tudi, če boste Slovence vprašali, kje je treba vzeti, ko se špara, poglejte Maribor. Jaz sem tudi vpleten malce v Evropsko prestolnico kulture in seveda vsi rezultati, da bom rekel, Prodomo so fantastični. Takšnih ljudi kot letos prihajajo v Maribor zlepa, kje seveda ni. Cvetan Todorov, Charles Simič, Faber in tako dalje in tako naprej. Samo kdaj je pa dvorana tudi zasedena na pol. Prostite, to pa tudi ni ravno tako dobro, ne? Ampak najbolj se vidi šparanje, ko v teatru pogasnejo luči. Takrat vsi veste, da šparajo. In pravim, res najbolj nemariborsko doživetje v tem času EPK je pa to, ker so neki športniki imeli neko prireditev v oblakih, pa ko bi naj jo financirali, je eden izmed vrhunskih organizatorjev športa rekel, povzamte EPK-jo. To ni mariborski odgovor, to je ljubljanski odgovor mogoče, ampak tako, mislim, kaj pridobimo s tem, da mislim, kulturo lahko vso pozabimo, mislim, vse te stroški, pa ne bomo kaj velikega
ali celo velikanskega prešparali. Je pa res, da se bo pa zelo poznalo, ko bodo v gledališču pogasnjene luči. Ampak mislim, da to je res napačna pot. In veste, ni samo predstava, da je kultura napravila Slovence. Sej ne samo kultura, ampak vendarle, sej zadnje smo v Mariboru. Prav v Mariboru je recimo Veno Taufer izdal pesniško zbirko sredi svinčenih 70-ih, ki ima akrostih Pučniku Jožetu. Kultura je znala, vsaj med vrsticami, kdaj tudi povedati tisto, kar se drugače ni dalo, in kulturniki mogoče kdaj mislijo, da imajo zaradi tega neke privilegije. Ni privilegijev več, ni tega, ne? Ampak vendarle neko, kaj bi rekel, pravico do prostora pod soncem pa seveda tudi imajo ali pa recimo imamo. Hvala.